Fajn, inspiracijski podcast z Majo Monroe. Pozdravljeni, dragi poslušalci, gledalci in sledilci Fajn podcasta, kjer vas vsak teden razveseljujemo in vam pokažemo v bistvu pot srca z zgodbami ljudi, ki delajo to, kar jih veseli in so pri tem tudi uspešni. In danes je v moji družbi Martin Jurkas, frizer z velikim F-jem na začetku, da tako rečem, zato ker on je res tak posebna zgodba. Jaz sem ga gostila že tudi na mojih inspiracijskih debatah, okroglih mizah na Dunaju, tam sva se tudi spoznala. In Martin, pozdravljen v mojem podcastu, tokrat dobrodošel. Zdravo, Maja. Evo, prvo bi rad povedal, da sem še vedno fan tvoje knjige. To se z Majo nisma zmenila, da povem, samo res priporočam vsem, da knjigo preberete, Pot do nje, ful dobra knjiga. Lahko marsikjeremu moškemu malo približa ženski svet, pa tudi marsikjeri ženski zna malo olajšati marsikjero misel, kdaj pa kdaj ne. Drugače jaz sem frizer, aktivno delam na Dunaju. Moja zgodba je taka, da jaz sem, koliko se sliši, Štajerske. Po končani frizerski šoli me je pot zanesla na Dunaj. Po nekem času na Dunaju v London, potem tudi dosti vzhodno Evropo, pretežno na Poljsko. In zdaj živimo in ustvarjamo naprej na Dunaju. Moram zdaj seveda se kar tukaj zahaklati, se pravi Poljsko, ker smo jih prej govorila in moj predhodni podcast je v bistvu bil z Okornom, ki ga je tudi zaneslo na Poljsko. Kakšen je pa, ker z njim sva govorila o tem, da v bistvu Slovenci imamo mogoče v prvem momentu malo zadržek pred Poljsko ali pa celo malo zvišen odnos. Kak si pa ti recimo doživel Poljsko, ko si dobil ponudbe in zakaj si se odločil, da greš na Poljsko? Ja, jaz moram reči, da mene od nekdaj, jaz nisem imel nekega kislega občutka glede vzhodne Evrope, zato ker mene je vedno fascinirala vzhodna Evropa, tudi rusko sem se učil en čas, pa to in nekako mi je vedno bila taka zanimiva kultura v Evropi. In v bistvu, ko sem v Londonu bil na frizerski akademiji, je bil tam kreativni direktor šole enih mojih učiteljev in je bil z Poljske in sva se tam ful spoprijateljila. In potem je rekel, Martin, ti si taka faca, sem pa tja, pridi z mano na Poljsko delati, daj kaki projekt pa to, In mi je bilo to ful zanimivo, Jaz sem si vedno to predstavljal, da je Poljska tak tudi mogoče malo slabša kot Slovenija, Ampak sem dejansko ugotovil, da se lahko marsikaj od njih naučimo tudi, Res, sploh so me navdušili učitelji, recimo, če dam eno vzporednico z Mariborom. Recimo v nas v Mariboru so vedno ful dobro učili, kar se tiče tehnično, Mene v Sloveniji vedno ful, tega v Sloveniji mogoče nisem znal toliko oceniti, ampak nas, tako bom rekel, pri nas še vedno malo vlada pri nekih, vsaj v frizerstvu, neka stara socialistična disciplina, Da se gre res step by step in da res da so nas res naučili delati, To sem potem videl v Avstriji, pa potem še bolj v Londonu, Ko sem prišel v razred, kjer so bili ljudje z celega sveta in sem tam dejansko videl, koliko znam delati, Zdaj, ena stvar, kjer so nam v Sloveniji malo vzeli, ali pa bom rekel, tako so nas narobe naučili, je to, da se vse reče ja, Da se ne na svojo glavo razmišlja, da je vse treba reči ja, pa tiho biti, In to sem potem videl v tujini in sploh v Avstriji, ko sem imel pol vajence okoli sebe, da znam delati dosti bolj kot oni, da imam neko disciplino, da imam neki smisel za kreativnost, kako znam delati in sem bil ful zagnan, ampak me je vedno sem imel tisto neko tako ponižnost, bom rekel, da se vse reče ja, Da se nič ne reče nazaj, da se ne postavi toliko za sebe, šef ima vedno prav, In to je potem en taki faktor, se mi zdi, ki se v Sloveniji nas nauči, ki nas lahko potem, če se to ne predela, ker ovira v tujini, sploh za neki svoj osebni razvoj, pa tudi ne v tujini, tudi pri nas, seveda doma nas pol to dosti ovira, In pol ko sem recimo prišel v Anglijo ali pa na Poljsko, potem me je ful presenetilo to, da tam
tam so mi ljudje vedno rekli, ne, tako sem imel dobrega mentora, ne, pač Kristofa Pacuro. On mi je vedno rekel, ne, Martin, glej, vem, da si vzhodne Evrope, sem pa tja, ne, malo bolj, ne nas si dovolj toliko ja reč, malo proti, ne, imaš smisel. Take smo rabili v Londonu, ko si ti, ki imajo ideje. In recimo ena ful zanimiva anekdota tu, ne, če se malo vrnem spet na slovensko zgodbo, jaz sem v Sloveniji vedno ful hotel ustvarjati, ne vem, so na frizerski šoli malo bolj samostojno, ne vem, takrat sem z eno sošolko delal en ful frizerski projekt in ful so mi, ne vem, na koncu tega letnika smo naredili tako zaključno prireditev in smo se mogla ful boriti, da so nama dali ta projekt, da smo ga lahko sama naredila, ne v okviru šole in tako se ful, recimo, kar se tiče frizerskega kadra, so nam ful podpirali, ampak potem neki drugi kadri na šoli so nam pa ful zavirali, v smislu, ja, kao te to delala brez veze, kdo bo te to gledal, sem pa tja, ne, in potem smo dejansko naredila ful dober šov, kjer se ljudem ful dopada, ampak kaj hočem s tem reči, da pač ful me je vedno motilo to, ja, vse je brez veze, pa vse, kaj je novo, kaj boš to delo, kaj ti bo to prineslo, ne, kaj boš kreativen, ne, naredi to, kaj ti rečemo, ne. In potem sem naredil isti projekt v Londonu, ne. In me je ful takrat fasciniralo to, kak sem dobil ljudi, ki so z mano delali. Ki so bili, ja, ki si bil, ne, mi smo čakali take, ko si ti, že samo to dejstvo, da se dovoli kreativnost, da se dovoli človeku probati stvari, in da dobi celo podporo od nekoga, ki je, rečemo, tehnično bolj izkušen in boljši od tebe, ne, in dobiš pol neki res dober, konstruktiven feedback na vse, me je pač to res fasciniralo, ne, in potem tudi pri Poljakih, ne, tam pa je bilo recimo malo drugače, ne, ker pač v Londonu je vseeno scena velika, pa se hitro najde ljudi, ne. Tam pa je bil to, so se tak ljudje, ki niso točno razumeli moje vizije, vseeno vzeli moj projekt z odprtimi glavami. V smislu, ja, bomo videli, pač zanima nas, kaj delaš, ne, pokaži nam, nauči nas, da se malo izmenjamo znanja, ne. Ti si res izjemna zgodba, ne, ker ko pač ljudje slišijo frizerka, pač to je nekdo, ki je, ne vem, obupal nad življenjem in je pač tam se izučil za frizerja in zdaj pač celo življenje dela tam v nekem salonu in striže ljudem in tako si rekel, pač še govori ja, in se mi zdi, da je ta predsodek prisoten v družbi glede frizerjev. Ampak kaj je botrovalo v tvojem življenju temu, da si ti pač to absolutno zavrgel pač ta predsodek, oziroma sploh nisi bil občutljiv na njega in si iz svoje zgodbe, da hočeš biti frizer, ker je pač to nekaj, kar ti res čutiš, da ti je kul, zgradil pravzaprav to mednarodno zgodbo, na koncu šel na akademijo, spoznal ljudi in filozofij življenjskih in kaj je tisto, kar je pri tebi bilo v življenju, pri odraščanju, kaj je pomembno, da si bil toliko drugačen? Pač moja primarna želja je bila, da bi glasbo študiral. In meni je takrat jaz sem ful hotel iti za bobne, tokala, ne, in takrat je meni usoda nekako preprečila, da sem si roko strl in nisem potem mogel in nekako nisem mogel nekih izpitov iti delati. In z mamo sva šla enkrat v Lenart, k enemu frizeru in jaz se spomnim, pač ne vem, tako se mi je zdelo in on me striže in jaz sem imel pač ful, pač malo puberteta, pride, ne, malo človek pride malo v problematično fazo, ne, ni otrok, ni odrasl, ne, se znajde tu, ne. In jaz se spomnim, mene tisti frizer ful postrigo in tako se mi je zdelo, wow, tako me je ful drugače postrigo, ko sem jaz imel prej frizuro, ne. In se spomnim, potem sem šel v šolo in ne, naenkrat sem bil puncam zanimiv, pa naenkrat se tako nekaj novega sem odkril v sebi zaradi te frizerske izkušnje. In potem sem res mislil, ne, mogoče pa je bilo vredno, jaz bil frizer, ne, da bi ljudem nekako sem mislil, kreativen sem, ne, iz glasbe, neko zgodbo lahko tu naredim, ne. In ja, in potem sem rekel, nič, grem probat, ne, pač jaz, ko sem šel na frizersko šolo, jaz sem imel 2 levi roki. Zdaj, kjer so z mano v prvem letniku delali, ne, pač vejo, da marsikjer je hotel že odbupati nad mano, ne.
Ampak ne vem, jaz sem vedno imel v sebi čutil sem to, da hočem ljudem dati ta občutek, ki ga je meni dal takrat tisti frizer. In pač valjda, ne, ko rečeš, ja, greš na frizersko, ne, ja, tam so vse nore, tam grejo vsi taki, ne, sploh kot moški. Pač jaz sem, če malo pošalim, imel tu vedno argument, ne, ko so mi taki puveci iz elektrošole rekli, ja, tam si frizer, ne, tam si taki pa taki, sem rekel, vi se menite, ko ste sami pubeci, ne, jaz sem samimi ženskami tam, ne. Ampak moram reči, da potem imel sem ogromno srečo v prvem letniku frizerske šole. Imel sem res dobrega šefa, Romana, ki je nažalost že pokojen. On je bil taki res v Mariboru, taki ekstravaganten lik. On mi je dal na začetku res ta neki drive, da se vedno da boljše nekaj narediti, ne, in da nič ni nemogoče. Ne glede na to, on je tudi dosti hodil okoli po svetu, pa je bil taki res odštekan. Nekako me je ful inspiriral v to, no, da res človek lahko kot frizer ima res tako zanimivo neko zgodbo naredi, ne. Koliko jaz zdaj pač iz tebe zaznam, gre za to, da si v bistvu cel čas hrepenel, da bi prvič bilo tvoje življenje razburljivo in drugič, da bi ti nek vpliv na ljudi, se pravi nek impact, pravzaprav ustvarjal v svetu, ne. V bistvu si zelo hitro najbrž ugotovil, da je frizerstvo na nek način tudi za marsikoga terapija, ne. Kako se ti počutiš kot frizer, ljudje se ti odprejo, mislim, to vemo, da tako je, prideš k frizeru in poveš vse. Ja, zdaj recimo jaz, kaj sem z leti dela opazil, ne, da marsikdo, da ljudje zavestno ali pa ne podzavestno grejo k frizeru marsikdaj bolj po neko tolažbo ali pa nekaj kot bolj kot samo frizuro, ne. Jaz vedno pravim tako, ne, na trgu imamo več, seveda vsak človek je individualen, ne, in valjda zdaj vsak človek ne da toliko na frizuro, da bo zdaj šel k frizeru. Enim je važno, da je hitro, da grejo čim prej, ne. Eni ljudje pa vseeno imajo radi bolj izkušnjo pri frizeru, ne. Frizura je del našega obraza, ne, in naš obraz je neki naš del glavne identitete, ne. Mi se poznamo po obrazu, ne. Moj koncept dela je v tem, da se najde človeku vedno tako primerna frizura. Prevečkrat ljudje grejo gledati na trende. V bistvu recimo, ne vem, zadnja leta je bil David Beckham, ne. Vsaki frizer ki dosti moških striže, bo povedal, da zadnja leta so videli najmanj 1000-krat sliko Davida Beckhama, ne. Čeprav ima David Beckham čisto navadno frizuro, ljudje hočejo biti tako postriženi, ker hočejo biti to taki ko on. Ne vem, ampak zdaj zadnji čas ni David Beckham, zdaj se Chris Hemsworth pojavlja, ne. Vedno se ljudje probajo na neke trende vreči, da bi si s tem pozdravili neke svoje notranje komplekse. Jaz pač grem malo proti temu, ne. Na Dunaju, ko delam, ne, meni se recimo stranke med sabo ne poznajo. In to da ljudem potem neko prednost, da se mi res lahko sčasoma odprejo, ne, ker ljudje pridejo na frizuro, potem jaz vedno probam z njimi ugotoviti, kaki način življenja imajo, ne, kaj delajo, potem malo stil pogledam, kako imajo frizuro in potem se vedno potrudim najti, da nekomu probam recimo vidim, ta človek si želi biti malo bolj socialen, ima mogoče taki pa taki kompleks, mogoče bi mu malo poudaril na luko tak pa tak, da bi si mogoče mu malo pomagal odpreti, ne. In potem res vidim, da na marsikoga vpliva to, da res, ne, če je frizura dobra, lahko dobi človek vedno taki malo boost samozavesti. In potem, ko stranka prihaja s časoma, se še potem začne malo odpirati, ne. V tujini, tu v velikem mestu še bolj, ker se mi stranke več ali manj med sabo ne poznajo, ne, in potem imajo še bolj neki tak komfort, da mi marsikaj se zaupajo. In potem iz marsikoga pade neko breme, pa še dobijo malo neki boost samozavesti. In res je taki dober občutek. Kako vidim recimo pri katerem, ko sem se kako temo z njim pogovarjal, v smislu, ne vem, ko sem probal koga malo motivirati, da je bolj samozavesten, da se odpre, da kaj novega proba, ne, in potem res časoma sem že pri marsikateri stranki videl, kako si je kateri res vzel kaki moj nasvet, tak je res primer, ki izstopa. V enem prejšnjem salonu, kjerem sem delal, je en kolega pripeljal enega drugega kolega
ki je bil res kronično depresiven. Imel je pač neke travme, so se mu zgodile in je res grozno izgledal. Bil je na listi samomorilcev in res je prišel zapuščen, ful dolga brada, zobi so mu že gnili, tako že malo kot da je brezdomec izgledal. In jaz se spomnim, takrat sem ga res ful postrigel, ker sem mislil, wow, potencial si bil, ded ima brado, lase dolge, lahko delam kaj čem. In sem ga takrat res zrihtal in ta človek je še danes moja stranka. In je rekel res, da večkrat mi pove, ko se je takrat pogledal v špegel, potem se je dejansko videl, ok, izgledam, taki pa taki sem, imam neko močje v sebi odkril. In je res samostojni podjetnik, ima firmo, kjer prodajajo nepremičnine na Dunaju, in se je res pobral z tega. In potem res se vidi, kako moč lahko da ljudem taka preprosta stvar, ki je frizura. Zmrazilo me je v pozitivnem smislu res, koliko je včasih en tak moment, ki izgleda čisto vsak dan, lahko močen. In to, ko si rekel, ko se je pogledal v ogledalo, ko ti v bistvu sebe ful časa ne vidiš, ko si v depresiji, se več ne vidiš. In potem dejansko tak nek moment, kjer ti nekdo striže lase, naprimer, ali pa uredi in ti spet vidiš svoje oči in ti spet vidiš svoj obraz in to, mislim, je neprecenljivo. Dejansko si uresničil to, kar si doživel kot otrok, točno to, ki ti je on dal, ti zdaj delaš za druge ljudi in si sledil v bistvu temu notranjemu. Takrat se je v tebi neka povezava zgodila z notranjo željo in ti si temu sledil. In seveda, ko tak ljudje razlagajo o svojih zgodbah, imaš občutek, da jim je skozi to kar šlo tak, pač ti si se odločil in pol ti je vse ratalo. Ampak zagotovo so nekje na tej poti bili tudi težki trenutki. Kaj so bili tvoji najtežji trenutki in kako si to sklepal takrat? Najtežji trenutki so bili definitivno v Sloveniji. Zato, ker tako sem že prej povedal, v Sloveniji je nažalost, imamo tako mentaliteto, pač, da tisto, kaj je novo, je brez veze. Tako sem pač rekel, v Sloveniji imamo še ta stereotip, da je frizer neki butl, še bolj zakoreninjen, in pač jaz vedno verjamem v to, kaj verjameš, to si. Recimo, če verjameš, da si butl, potem te bo družba sprejemala, kot da si butl. Če pa verjameš, da pač z neko, valjda moraš biti tudi pri tem malo samokritičen, pa realno gledati na stvari, ampak če verjameš, da se da nekaj boljše, potem lahko tudi to narediš. Jaz si nisem dovolil nikoli, da me družba gleda kot nekega butla frizera, ampak sem dejansko, ker sem pač to sam začutil, ta občutek, in mi je potem to bila kot neka droga malo. In sem pač tako dolgo delal na tem, da sem dosegel, da sem drugim ljudem tak občutek dal. Se spomnim, ko nazaj na prakso gledam, nas so učili dobro delati, tehnično, ampak vse je reči ja. In potem seveda tu je bilo marsikdaj bil problem, Sploh se mi zdi, da je to ful narobe, ko je človek mlad pa zagnan, da reče vse ja, to ful ni vrejo. Zato, ti zatreš v bistvu, kad si že kot otrok čutiš, da imaš nek svoj glas, in pol ga na tak način zatreš. Tako dejansko tudi se spustiš nekomu čisto pod kontrolo, da se dovoliš in nehaš sebe verjeti. Ful mi je bilo žalostno, recimo oblikovalna, ful super šola, koncept, na svetu ni take šole, da ima frizere, modne oblikovalce, fotografe v isti zgradbi. In se mi je vedno zdela taka škoda, da nas ne napovezujejo med sabo, da bi naredili skupine nekih dobrih ljudi, da bi se mladi ljudje borili, ok, zdaj bo ena skupina nekaj naredila, in potem se lahko dalje promovirali. Sploh v teh časih živimo v Evropi, v kapitalizmu, ko se da res toliko ustvarjati, preko interneta samega se da toliko narediti, in mi je pač vedno, ta jeza mi je vedno rekla, pa pizda, to je nemogoče, da imamo taki potencial, pa ga ne izkoristimo. In da ne samo to, da še potem zatiramo dol. In da, na oblikovanju je bila vedno ta neka stigma, ja, frizeri ste v kleti, vi ste tam, kaj bomo mi z vami. In pač tak je. In to je bilo res malo tak težko, vedno. Vedno je bilo težko ostajati, da je treba ta uporniški duh gojiti, mi pa nismo taki. Predvsem to, da si ga gojil, in da je v bistvu ta uporniški duh te peljal preko tega, kar je družba, kar je okolje govorilo, da si ali pa bi naj bil, in si praktično danes zelo, zelo nagrajen za to, da si sledil svojemu uporniškemu duhu.
Jaz vsem ljudem vedno probam na dušo polagati to, da je treba v življenju iti step by step, ne, in res biti potrpežljiv. Ne. Recimo, opažam, da živimo v družbi, kjer ne čakamo nič več, ne, kjer bi vse radi takoj. Ne. Recimo, vedno dam sporednico, ko to temo odprem, da ko smo otroci, ne, čakamo rojstni dan, čakamo Božič, ne, in to planiramo v glavi in potem se nam to zgodi, ker to čakamo in zato si potem to zapomnimo. Ne. In danes smo se tako razvadili, ker nam informacije letijo z vseh strani in vse bi radi takoj. Ne. In jaz vedno vsem ljudem polagam, da je treba res iti step by step pri vsaki stvari in verjeti in biti potrpežljiv in res se počasi razvijati. Ne. Ti si zdaj ogromno že kot frizer, si res ogromno dosegel in si svojo pot peljal naprej in si v bistvu prišel do stopnje, kjer te polni predvsem to, da nisi samo frizer, ampak si res nek terapeut, da tako rečemo za ljudi oziroma prijatelj, whatever človek rabi v tistem trenutku, ti to single dvigneš. Ne? Kaj ti čutiš v sebi še kot drive? Kaj še moraš v življenju doseči? Prej sem si vedno zastavljal ful cilje, ne? In sem se naučil, ko sem si cilje zastavljal, da potem, valjda sem imel neki drive, ampak sem se pol tudi dosti hitro razočaral z marsičem. Pandemija pa vsa ta situacija me naučila, da živim malo bolj v momentu in da ne razmišljam toliko, kaj bo, pa kaj ne bo, ampak da grem, seveda imam neke plane, kaj bom delal v 2-3 mesecih, ne? Recimo, dosti sem aktiv na Dunaju v techno-rave sceni, ne, in na Donavskem otoku se pojavljajo vedno tak zabave, delamo v gozdih in jasah in to je zdaj neki kratkoročen cilj, ne, ampak se mi zdi, da sploh v teh časih je malo pomembno, da gre človek malo v moment, ne, ker zdaj, če se začnem sekirati v smislu, ki bom zdaj dobil službo kot frizer, ki vse se mi tako lahko zmeša, ne. Tako da res lepo v momentu živeti in kaj bo življenje prineslo, to bomo vzeli dalje. Ne. Lani sem imel tu, bom rekel, veliko lekcijo, ne, ko smo vsi imeli, ne, ko se nam je naenkrat življenje zasukalo. Ne. Jaz sem glih takrat bil, se spomnim, na Poljskem, ko se je prvi lockdown začel in sem začutil, ne, res takrat to neki, takrat, ko je bilo to vse novo, neko apokalipso. Ne. Takrat sem se v tistem momentu res naučil, v momentu je treba živeti in reševati stvar, ki je zdaj problem. Mislim, da s tem lahko zelo lepo zaključimo današnji fajn podcast. Se pravi, ja, vse nas je na nek način ta koronski čas naučil biti pozorni in najti radost v trenutku in biti hvaležen za trenutek in v bistvu živeti v trenutku. Dolgoročni plani v tem trenutku niso mogoči, lahko pa, da je to res lekcija tudi za naprej, da je v bistvu nesmiselno res nekaj skozi planirati in potem temu slediti. In kar se mi zdi še posebej pomembno, dragi poslušalci, danes iz tega podcasta je upornik, ki je v vas, je tam z razlogom. In Martin je zelo dober primer tega, da če mu prisluhniš, če se boriš za tega upornika, da te to v bistvu v enem trenutku nagradi. Če človek čuti nekaj, da bi rad naredil, ne, karkoli, zdaj, ne vem, če recimo, ne vem, večkrat imajo ljudje, delajo neke velike službe na nekih pozicijah in si želijo ful nekaj kreativnega delati, pa se jim zdi to malo, kako bo družba to sprejela. Če si človek to želi, se lahko v vse počasi preklopi in samo pogumno, ne toliko reči samo ja, ampak sebe poslušati najbolj, ne. To bi položil ljudem na srce. In potrpežljivo, seveda, ne, z danes na jutri se ne bo nič, ampak treba pa je začeti, da se v enem trenutku res uresniči. Ja, step by step, ne. Tako. Hvala, Martin, res hvala ti za tvoje v bistvu modrosti, hvala ti za tvoj pogum, s katerim daješ inspiracijo vsem nam in hvala vam, poslušalci, da ste bili spet z nami in se vidimo prihodnji ponedeljek. Čau! Če ste se imeli fajn in želite še več inspirativnih podcastov, se ne pozabite naročiti na naš YouTube kanal, lajkati našo Facebook stran in slediti fajn zgodbi na Instagramu. Bodite fajn, vsak trenutek v dnevu.